Dobro, predlagam, da bi kar začeli, in sicer bom rekla tako, da bi najprej naše druženje izgledalo na način, da predstavim poslovanje SID banke, gremo skozi celotno prezentacijo, kasneje, ko zaključimo s tem delom prezentacije, pa se posvetim vašim vprašanjem, na katere bom poskušala čim bolj dobro odgovoriti oziroma zadovoljiti vaša vprašanja. Ukvarjali se bomo v tem predavanju predvsem z delovanjem SID banke v času covida-19. Predstavili bomo tudi korona zavarovanja, korona poroštveni shemi v imenu in za račun države. Ostale stalne programe SID banke bomo ravno tako predstavili in pa pogled naprej. Ena kratka, hitra predstavitev SID banke. Bili smo ustanovljeni kot slovenska izvozna družba v letu 1992, v letih 2005 do 2008 je potekalo preoblikovanje. Ko smo se preimenovali v Slovensko izvozno in razvojno banko, smo v 100% lasti Republike Slovenije. Naš namen pa je odpravljanje tržnih pomanjkljivosti in ustvarjanje novih priložnosti za podjetja, v katerih vidimo potencial za naprej. Zaposlenih po podatkih iz leta 2019 nas je bilo 201, naša bilančna vsota pa 2.406.000 evrov. V letu 2019 je SID banka bila s svojim financiranjem prisotna in zavarovanjem prisotna v več kot 90 državah, pri čemer pomaga naša tako rekoč hčerinska družba oziroma CMSR, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, ki nam pomaga pri bilateralni razvojni pomoči pri analizah deželnih tveganj in pa pri tržnih analizah. Na sliki vidite, kakšni so bili učinki financiranja SID banke v letu 2019. Soustvarjali smo pri zvišanju, krepitvi prodaje slovenskih podjetjih, krepitvi dodatnega oziroma povečanju bruto družbenega proizvoda. Ustvarjeno je bilo za 5.900 novih delovnih mest. Prisotni smo v izvozu, tako da je bilo dodatnega izvoza za 1 milijardo in pa za cirka 2,8 milijardo finančnih storitev SID banke. No, kot rečeno, se bomo danes bolj posvetili delovanju SID banke v času covida-19. Neposredno preko SID banke je trenutno na voljo še več kot 400 milijonov evrov, preko poslovnih bank, se pravi naših posrednikov, pa še 600 milijonov. Do zdaj je bilo izvedeno za 350 milijonov evrov financiranja, zavarovanja in pozavarovanja 900 milijonov evrov, več kot 380 vlog smo prejeli in predvsem opravljeno je bilo več kot 3000 razgovorov s podjetji, kar je glede na število zaposlenih, ki sem prej omenila, 200, izredno visoko. Zavarovali in pozavarovali smo posle v vrednosti 330 milijonov evrov v času drugega vala epidemije in odobrili 200 milijonov evrov financiranj.
skupno od začetka epidemije do konca novembra pa smo zavarovali in financirali že 1,7 milijarde evrov poslov. Torej, ob pričetku korona krize je imela SID banka izredno pomembno vlogo, da čim hitreje oziroma proaktivno pristopi k reševanju težav, ki so nastale v gospodarstvu, predvsem na področju likvidnosti. Tako smo že v pričetku marca pristopili k procikličnim delovanjem in pristopili smo aktivno, in sicer v okviru interventne in proticiklične vloge smo financirali več kot 900 podjetij in občin v skupni višini 500 milijonov evrov ter približno 1,3 milijarde evrov zavarovanj in pozavarovanj doma in v tujini. V okviru skladov smo razvili in še izvedli različne finančne instrumente, kjer koristimo evropska kohezijska sredstva v višini 142 milijonov evrov, v naslednjih tranšah pa bomo lahko črpali še za dobrih 175 milijonov evrov evropskih kohezijskih sredstev. Torej, SID banka je tako v letošnjem letu od skupnih 500 milijonov evrov neposredno odobrila financiranje 236 malim in srednje velikim podjetjem in pa 20 velikim podjetjem in občinam. Proaktivno sodelujemo z ministrstvi pri oblikovanju in uskladitvi COVID ukrepov. Ukrepi za ponoven gospodarski zagon so bili predvsem portfeljske garancije za mala in srednja podjetja, sklad skladov COVID-19, mikroposojila, preostale tržne vrzeli smo preučili in smo priredili smo obstoječe programe in pripravili nove programe za neposredno financiranje. Omogočamo pa tudi redne sheme državnih pomoči in dodatne sheme. Tako da smo v času prvega vala epidemije aktivirali 12 programov, od katerih je trenutno na voljo še 5 programov, v oklepaju so zapisana katera, v bistvu konkretne programe se bomo dotaknili nekoliko kasneje. In sicer programi neposrednega financiranja, ki jih izvajamo v okviru SID banke za podjetja, mala, srednja in velika podjetja, kot tudi za zadruge, samostojne podjetnike, po novem, v letošnjem letu tudi samostojni podjetniki in zadruge, pa tudi občine. Torej, financiramo ta sklop, ta segment gospodarskih subjektov in občin, in sicer od višine 100 tisoč evrov dalje. To pomeni, da dejansko ostala posojila, za katera bi se podjetja zanimala, so pristojne druge oblike oziroma druge inštitucije, kot so Slovenski podjetniški sklad in pa Ribniški sklad. Dejstvo je, da z takšno kapaciteto zaposlenih v SID banki ne moremo servisirati pravzaprav potreb celotnega gospodarstva, zato imamo tako nekako razdeljeno to področje. Gre pa za COVID-19 SDMKV program neposrednega financiranja, je namenjen za zagotavljanje zadostne likvidnosti, za financiranje poslovanja v obdobju epidemije.
kot tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih ukrepov v okviru epidemije COVID. To, bom rekla, so primerni stroški materiala, plače, obratovalni stroški, najemnine, elektrike in podobno. Ročnost teh kreditov je od 2 do 12 let, od tega je moratorij polovico ročnosti kredita, se pravi do 6 let. Krediti morajo biti tudi primerno zavarovani, seveda, bom rekla, je tukaj zavarovanje lahko nekoliko manjše kot pri poslovnih bankah, pa vendar brez zavarovanja teh kreditov ne moremo odobriti. Stroški odobritve so 0,05% od zneska kredita. Minimalni pogoj, ki ga mora podjetje ali pa samostojni podjetnik oziroma zadruga izpolnjevati, pa je, da ima dva zaposlena in posluje 2 poslovni leti, kar pomeni, da mora imeti oddane 2 poslovna poročila na Ajpes za celotno poslovno leto. Različica prejšnjega neposrednega financiranja je SDMKV po začasnem okvirju. To je, začasni okvir je sklop poenostavljenih pravil o državni pomoči za podjetja, ki so utrpela posledice epidemije COVID-19. Ta začasni okvir omogoča Evropska komisija, gre pa dejansko za zelo podobne pogoje, kot so bili predstavljeni predhodno, vendar ročnost kredita je krajša, do 8 let. Moratorij od tega je lahko maksimalno polovico ročnosti, financiranje pa do 85% celotnih stroškov, ravno tako velja, da morata biti zaposlena minimalno 2 in pa minimalna doba poslovanja podjetja 2 poslovni leti. Namen financiranja tudi tukaj so stroški, bom rekla, tekoči stroški in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika. Naslednji program je program za raziskave in razvoj in naložbe. Gre za 2 sklopa, in sicer bodisi raziskovalno-razvojni ali pa naložbeni projekt. Tukaj so ravno tako krediti opredeljeni z ročnostjo, ki je maksimalno 15 let, od tega je moratorij, tukaj je specifika ta, da je določen minimalni moratorij, ki znaša 2 leti in največ polovico ročnosti kredita. Zopet so krediti omejeni z minimalnim zneskom 100.000 in tudi z maksimalnim, to je 15 milijonov evrov. Ti krediti se glede na namen financiranja ločijo tudi po tipih državne pomoči, in sicer bodisi da gre za začasni okvir, pomoč de minimis ali pa GBER. To je pač odvisno od programa in potreb za kreditojemalca. Seveda so vsi ti krediti neposrednega financiranja dejansko ugodnejši v cenah oziroma v obrestnih merah, primerjalno z poslovnimi bankami. Pri nekaterih programih pa omogočamo tudi višje kritje upravičenih stroškov ter možnost izvedbe projekta pred oddajo vloge. Namreč tukaj je pomembno, da
da se ugotavlja tudi, kdaj pravzaprav se je projekt začel. Če se je projekt začel pred oddajo vloge, potem dejansko temu primerno priredimo tudi program. No, to so bili sklop paket neposrednega financiranja SID banke. Poleg neposrednega financiranja pa sodelujemo z finančnimi posredniki, ki so prikazani na sliki. In sicer to so Addiko Bank, Nova Kreditna banka, Maribor, Sberbank, Gorenjska banka, Nova Ljubljanska banka, Unicredit Bank, Delavska hranilnica, Lon, Primorska hranilnica, Vipava in pa tudi Slovenski podjetniški sklad. SID banka se pojavlja kot finančni posrednik, kjer zagotavlja sredstva za programe posrednega financiranja, se pravi, gre za razvojne programe iz splošnega vira SID banke, razvojni programi iz vira EIB in pa sofinanciranje oziroma prevzemanje tveganj za financiranje občin. Na voljo je še 112 milijonov evrov iz tega sklopa. Poleg tega SID banka nudi finančne inštrumente iz sklada skladov. Namreč SID banka je podpisala v letu 2017 pogodbo z MGRT-jem oziroma sporazum o financiranju. S tem se je oblikoval prvi sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Iz tega vira so na voljo 4 finančni inštrumenti, in sicer, ki jih nudijo naši finančni posredniki: posojila, lastniško financiranje, portfeljske garancije in pa finančni inštrumenti sklada skladov COVID-19. Na voljo je 253 milijonov sredstev in pa skupaj z sredstvi finančnih posrednikov do 400 milijonov. Zdaj mogoče bi povedala tukaj še to, da so banke, ki imajo sredstva za financiranje iz sklada skladov COVID-19, 4, in sicer to so Sberbanka, Gorenjska banka, Nova Kreditna banka Maribor in pa Addiko banka. Krediti za mala in srednja podjetja, kriti z jamstvom SID banke, so tako rekoč izreden hit, kajti omogoča SID banka omogoča oziroma brezplačno jamči za kritje 62,5% glavnice kredita, kar pomeni, da gre za brezplačno, brezpogojno na prvi poziv jamstvo SID banke, ki omogoča podjetjem hitrejši dostop do kreditnih sredstev. Zavarovanje je potrebno največ do 1,2-kratnika tistega dela kredita, ki ni zavarovan z jamstvom SID banke. Torej, na zavarovani del kredita znaša 37,5% vrednosti glavnice, kar pomeni, če kreditojemalec podjetje vzame 100 enot kredita, je potrebno zagotoviti zavarovanja za znesek 37,5 enot glavnice, povišan za 1,2-kratnik
kar pomeni skupaj za 45 enot potrebuje kreditojemalec zavarovanja. To so portfeljske garancije, ki so od 30 tisoč pa do 10 milijonov, namenjena so malim in srednjim podjetjem. Ponudniki posojil pa so zapisani spodaj, se pravi, to so Primorska hranilnica Vipava, Nova Ljubljanska banka in pa Delavska hranilnica. Še enkrat poudarjam, da je portfeljska garancija zelo dobro realizirana, povpraševanje po tem produktu je izredno veliko. Mikrokredite financira Primorska hranilnica, in sicer za mala in srednje velika podjetja, medtem ko raziskave, razvoj in inovacije pa pokriva s posojili SID banka, pri čemer imamo na voljo 65 milijonov evrov sredstev in 30 milijonov sredstev finančnih posrednikov. Skupaj je na voljo 95 milijonov evrov sredstev. Tudi mikroposojila so ena izmed primerov posrednega financiranja SID banke preko ponudnika mikroposojil Primorske hranilnice Vipave, kjer v bistvu gre za možnost financiranja tudi start-upov, SP-jev, mikro in malo podjetij ter socialnih podjetij. Višina, seveda glede na sam naziv, gre za 5 tisoč do 25 tisoč evrov, možno pa je financiranje 100% upravičenih stroškov, kar je, praktično celotno povpraševanje oziroma potreba kreditojemalca, ročnost pa 2 do 5 let. Gre pa za financiranje tako opredmetenih kot neopredmetenih osnovnih sredstev in pa tekočega poslovanja. Primer iz prakse lahko navedemo razvoj programske opreme za laboratorije, plasiranje novih digitalnih medijev. Imamo pa še posredno financiranje iz sklada skladov, kjer financiramo posojila za raziskave, razvoj in investicije. Ponudnik teh posojil je SID banka. Na ta program se lahko prijavijo podjetja v vseh velikostih, tudi zagonska. Možnost vloge je do 10 milijonov evrov, financiramo ravno tako 100% upravičenih stroškov. Moratorij je možen od 1 do 3 leta, ročnost kredita do 9 let. Dejstvo pa je, da so ta posojila brez zavarovanj oziroma v kolikor je naložba oziroma kredit nad milijon in ročnost nad 5 let, pa so potrebna neka druga zavarovanja. Ti krediti so vsi brez nadomestila za odobritev in vodenje. Poleg neposrednega in posrednega financiranja preko posrednikov pa nudimo tudi zavarovalne produkte, in sicer pomembno je, da smo se kot SID banka prilagodili trenutni krizi in smo omilili pogoje zavarovanja. Tako je možno večje 95% zavarovalno kritje za izvoznike za poslovne terjatve, znižana pa je tudi zahtevana slovenska komponenta na 20%. Dodatna ponudba zavarovanja kreditov za blažitev posledic epidemije pa je zavarovanje bančnih garancij, zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz in pa kreditna zavarovanja za dane avanse, za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme.
Zaradi omejevanja kreditnih zavarovalnic na področju zavarovalnih kritij smo razvili top-up shemo, ki omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki so pač v tem času še posebej pomembni in nujni za nadaljevanje poslovanja slovenskega izvoznega gospodarstva. Dodatno zavarovalno kritje, ki ga podjetja lahko dobijo preko različnih zavarovalnih inštitucij, bodo s tem pridobila varnost za poslovanje na izvoznih trgih Evropske unije in OECD-ja, s čimer pa si bojo omogočili uspešnejše, lažje in hitrejše poslovanje. No, SID banka je prisotna oziroma aktivna tudi pri zakonih, ki so bili oblikovani z namenom blažitve in zajezitve epidemije COVID-19, in sicer v zakonu ZIOPOK podjetjem in fizičnim osebam omogočen dogovor z banko, ki omogoča odlog kreditnih obveznosti obstoječih kreditov, in sicer do 12 mesecev. Tudi v SID banki pri neposrednem financiranju je možno oddati vlogo in smo tudi že odobrili precej takšnih vlog za odlog obveznosti obstoječih kreditov. Je pa Republika Slovenija skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo pooblastila SID banko, da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev, ter da bo po plačilu poroštva preverila izpolnjevanje pogojev po ZIOPOK-u, na podlagi katerih je banka, se pravi poslovna banka, odobrila odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe. Možnost poravnave obveznosti države bodo urejale poslovne banke neposredno s SID banko. Celotna višina jamstev je 200 milijonov evrov. Do konca oktobra je bilo izdano za več kot 60 milijonov evrov poroštev Republike Slovenije. No, drugi sklop ukrepov pa določa zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. Tukaj je Republika Slovenija z zakonom pooblastila SID banko, da v imenu in za račun Republike opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev in da bo po plačilu poroštva preverila izpolnjevanje pogojev za pridobitev poroštva. Z namenom čim hitrejše operativnosti sheme se je država odločila, da banke pridobijo poroštva države že s samo odobritvijo kredita podjetjem. Ta poroštvena shema oziroma poroštvena shema je veljavna v okviru danih kreditov poslovnih bank. SID banka te poroštvene sheme kot obliko zavarovanja ne uporablja. Pogoji za pridobitev oziroma za zavarovanje s poroštvom države pa veljajo za posojila, ki so sklenjena po 12. marcu do vključno 31. 12. 2020. Največji dovoljeni skupni znesek obveznosti posojilojemalca znaša do 25% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati stroškov dela v letu 2019. Ročnost je največ 5 let. Podjetje po stanju na dan 31. 12. 2019 ne sme biti definirano kot podjetje v težavah. Poroštvo se obračuna v obliki bazičnih točk. Podjetja imajo lahko zavarovana posojila v višini največ 80%, s poroštvom države za mala in srednja podjetja oziroma 70% za velika podjetja.
Podjetja bodo morala za nezavarovanje oziroma morajo za nezavarovani del v višini 20% pri malih in srednjih podjetjih oziroma 30% pri velikih podjetjih predložiti ustrezna druga zavarovanja. Celotna poroštvena shema pa je predvidena v višini 2 milijard evrov. Do sredine decembra je znašala vsota glavnic sklenjenih kreditov čez 54 milijonov evrov. Kot že rečeno, posojila podjetja prejmete neposredno pri poslovnih bankah. Poleg predstavljenega so ostale aktivnosti SID banke tudi druga tekoča dela, ki se kažejo v obliki financiranja naložb v gozdno-lesno verigo, se pravi, tukaj imamo program neposrednega financiranja, potem velik poudarek dajemo na financiranju trajnostnega razvoja, kar pomeni, zelo spodbujamo podjetja k pripravi in izvedbi projektov krožnega gospodarstva. Možno pa je tudi izdaja in financiranje iz zelene obveznice, se pravi, SID banka lahko za podjetje pripravi izdajo zelene obveznice, tak posel nekje stroškovno se splača, v kolikor gre za izdajo obveznice nad 5 milijonov evrov. Podpiramo izvozno financiranje, imamo redne programe zavarovanja za izvoznike, investitorje in banke. SID banka je, kot sem že omenila, upravljavka sklada skladov, pri čemer je pridobila kar precej sredstev, ki jih je potrebno porabiti do leta 2023. Kot sem že omenila, so v ta namen bila predstavljena že v prejšnjih slajdih nekatere oblike izvedenih inštrumentov, in sicer v obliki posojil, lastniškega financiranja, portfeljskih garancij in pa mikroposojil. Kot rečeno, na voljo je bilo 253 milijonov evrov evropske kohezijske politike. Model je zastavljen tako, da se k tem sredstvom pripišejo oziroma dodajo sredstva finančnih posrednikov, kar omogoča multiplikativno funkcijo. Potem imamo tudi financiranje občin, tudi tukaj na tem področju smo zelo aktivni in uspešni, zelo dobro sodelujemo z občinami pri financiranju naložb v lokalno javno infrastrukturo ter ukrepov učinkovite rabe energije in stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva. V okviru SID banke deluje projektna pisarna, to je lokalno svetovalno vozlišče SID banke, ki pomaga pri pripravi projektov za pridobitev sredstev naložbenega načrta za Evropo. Center imamo pa tudi od nedavnega Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, oziroma se opravičujem, ta Center za mednarodno sodelovanje in razvoj obstaja že dlje časa. Ta Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, katera hčerinska družba praktično je SID banke, nudi bilateralno razvojno pomoč, izvaja analize deželnih tveganj in pa tržne analize. Sodelujemo pa tudi s številnimi mednarodnimi inštitucijami, kot so EIB, ELTI, NEFI, EAP in drugi. Torej, pomembno je, da SID banka nastopa v finančnih in zavarovalnih storitev
tam, kjer se pojavljajo tržne vrzeli, kjer pravzaprav ni mogoče financirati z poslovnimi bankami ali pa ne v celoti z poslovnimi bankami in gremo v sodelovanju s poslovnimi bankami v sofinanciranje oziroma nudimo pač sredstva za financiranje preko poslovnih bank in pa tudi zavarovanja. Kako naprej? Skupaj z Ministrstvom za z ministrstvom pripravljamo posojilni sklad finančnega inženiringa za likvidnostno financiranje avtoprevoznikov, ki so utrpeli škodo COVID-19. Pri tem moram poudariti, da dejansko je čas za podpis tega dogovora do konca leta 2020, dejansko čas se izteka, vendar SID banka je pripravila vse potrebno in dejansko čakamo ministrstvo z potrditvijo oziroma s predlogom, kako naprej. Imamo tudi program Next Generation EU v razvoju, ravno tako program internacionalizacije in temu prilagojeni finančni instrumenti. Ukvarjamo se tudi z pobudo 3 morij, kar pomeni dejansko, da se naj bi začelo bolj aktivno povezovati z državami, ki ležijo ob 3 morjih, in sicer Črno morje, Baltsko in Jadransko morje. Razvijamo dodatne COVID programe in pa ostali programi, ki so že razviti ali pa tudi v razvoju, kot recimo naložbe 3, ki bodo nekje v začetku naslednjega leta tudi objavljene in so namenjene predvsem krožnim projektom, zelenim projektom. Toliko iz moje strani. Za vsa vprašanja se lahko obrnete name oziroma na SID banko, na telefon, ki je zapisan na slajdu, direktno name kot predstavnico oddelka za podjetja, ki se ukvarjamo z neposrednim financiranjem, oziroma lahko tudi nam pišete na financiranje@sid.si in nam zastavite vprašanje. To je bila ena kratka predstavitev strani, z moje strani glede delovanja SID banke in v širšem smislu in v ožjem v času korona krize. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanje, bi z veseljem na njega tudi odgovorila. Trenutno vidim, da ni nobenih zastavljenih vprašanj. Sicer pa lahko kot, bom rekla, predstavnica podjetja, predstavnica oddelka za neposredno financiranje, povem nekaj konkretno, kako je z oddajanjem vlog v času korona krize. Pomembno je, da podjetja, samostojni podjetniki in zadruge vejo, da se vloge oddajajo elektronsko preko portala, da ni potrebno nobenih fizičnih oblik oddajanja po pošti, vse gre elektronsko. Dokumentacija je naložena, vsa potrebna dokumentacija je že naložena v portalu, tako da dejansko morate izpolniti potrebne obrazce. Gre za to, da so ti naši krediti
definirani z daljšo ročnostjo, kjer gre za polovico ročnosti za moratorija, kar pomeni, da je zelo pomembno, da pripravite dober poslovni načrt, ki je sestavni del dokumentacije, in pa projekcije, ki morajo vsebovati podatke o bodočem poslovanju za celotno obdobje, vkolikor gre za investicijo. V nasprotnem primeru, če zaprošate za korona financiranje, pa za 3 leta vnaprej, ne glede na ročnost kredita. Dobili smo tudi vprašanje, in sicer, kaj bi bilo primerno za gostinstvo. Ja, moram povedati, da za gostinstvo je bil pripravljen razširjen program Turizem 1 za čas pokrivanja likvidnostnih potreb gostincev. In sicer ta sredstva so trenutno pošla in dejansko v letošnjem letu nimamo več na voljo teh sredstev, tako da za gostinstvo trenutno nimamo primernega programa, razen, bom rekla, SDMKV program, ki pa je še vedno odprt. Pomembno je, da podjetje mora zadostovati tem pogojem, da lahko zaprosi za višino financiranja minimalno 100 tisoč evrov, kar pomeni, da dejansko podjetje mora biti zadosti veliko, ustvarjati zadostno višino prihodkov, in seveda imeti zadostno kreditno sposobnost, da lahko zaprosi oziroma da mu lahko odobrimo tako visok kredit, ki ga lahko potem v določenem obdobju tudi vrne. Še eno vprašanje. Čeprav razumem, je pogoj za katerikoli od naštetih financiranj ali garancij, da je podjetje zaradi korone poslovalo slabše kot preteklo poslovno leto. Ja, tako je. Pri korona programih je tako, da mora podjetje na neki način predložiti dokumentacijo oziroma dokazila, da je utrpelo posledice korona epidemije, kar pomeni bodisi, da predloži podatke o ustvarjenih prihodkih primerjalno po mesecih v letu 2019 in 2020, bodisi, da predloži dokazila o odpovedi naročil kupcev ali težave pri zastoju pri dobavi. Se pravi, teh dokazil je lahko več. Vsekakor pa mora podjetje dokazati, da je utrpelo posledice korona krize. Seveda pa tudi v primeru, da ni utrpelo korona krize, kar je zelo spodbudno v teh časih, lahko podjetje zaprosi za likvidnostna posojila za poslovanje in uspešen razvoj v naslednjem letu. V tem primeru da klasično vlogo za financiranje obratnega kapitala, in sicer ravno tako po programu SDMKV, namreč ta KV pomeni koronavirus, ki pa vključuje tudi financiranje rednega poslovanja. Kar se tiče samih vprašanj glede morebitne morebitnih lažjih vstopnih pogojev za financiranje, je pa tako, da kljub temu, da je podjetje utrpelo posledice korone, epidemije korone,
mora dokazovati svoje uspešno poslovanje v preteklosti, kot tudi argumentirati uspešno poslovanje v prihodnje. Torej, na nek način mora biti izkazano uspešno poslovanje v letu 2019 pred izbruhom epidemije. Na podlagi projekcij, ki jih priloži k vlogi, pa mora argumentirati tudi svoje bodoče poslovanje na podlagi že sklenjenih dogovorov oziroma na podlagi pridobljenega kredita nadaljevanja svoje začrtane poslovne poti s svojimi partnerji v prihodnje. Če imate še kakšno vprašanje, ga z veseljem lahko komentiram. V preteklosti so bila tudi vprašanja, ali SID banka omogoča financiranje nepovratnih sredstev. Temu seveda ni tako, ker v celotni prezentaciji, ki sem jo izvedla, ste zasledili, da pravzaprav takih nepovratnih sredstev nimamo, jih pa imamo v taki povratni obliki, ki pa omogoča milejše pogoje financiranja, ki se kažejo skozi nižjo obrestno mero, kot je sicer tržna, in pa z milejšimi oblikami zavarovanja oziroma v nižji vrednosti ali pa nekje pri posrednem financiranju celo brez zavarovanja. V kolikor ni več nekih drugih vprašanj, na tem mestu jaz zaključila svojo predstavitev. Kakorkoli se v vsakem primeru lahko slišimo ali pa nam pišete in z veseljem vam bomo odgovorili. Hvala lepa za pozornost. Nasvidenje.